V Ljubljani poteka strokovni posvet in razširjena seja mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Profesor Kranjčeva, o čem teče beseda? Ja, današnja tema je zelo zanimiva. Naša mreža Univerza tretje življenjsko obdobje, 55 članic po vsej Sloveniji, se je zbrala na letnem posvetu raziskovalno izobraževanje. Mi smo se letos pridružili gibanju, ki ga je ustanovil profesor doktor akademik Zdravko Mlinar, občanska znanost. Celo življenje je raziskoval lokalno skupnost in odkril, kako drugje v bolj razvitem svetu deluje občanska znanost, skupnostna znanost ali citizen science, in je želel to prenesti, razširiti tudi k nam. Mi smo glede na značaj in naravo izobraževanja starejših to razvijali že nekaj desetletij prej in mislim, da je raziskovalno izobraževanje napisano na kožo zelo upokojencem, ki imajo izkušnje, zaledje, interese, ki so diferencirani, vejo, kaj hočejo, postavljajo si nove cilje in so navdušeni nad tem in se izobražujejo tako, da raziskujejo. Od sedaj naprej od te konference pa želimo dati pobudo, da postane to naša stalnica, da jih ne raziskujejo samo 10-12 od naših univerz, ampak da se kot ena oblika učenja pojavi na vseh univerzah po Sloveniji. Zakaj? Zato, ker je to podlaga demokratizacije. Znanost se seli med ljudmi. V vsakem človeku je prirojen učenec in prirojen raziskovalec. Zakaj? Ker se rodimo radovedni, ker je to naša prirojena lastnost. Biti vedoželjen, biti radoveden, odkrivati neznano. Mi, ko odkrivamo neznano, zmanjšujemo strahove. V strahu ni mogoče živeti. Strah povzroča vsaka sprememba. In kaj danes, ko je sprememba stalnica današnjega časa? Mi moramo biti stalno napreženi in stalno raziskovati neznano, da zmanjšujemo strahove, da živimo integrirano, stabilno, da preprečujemo duševne bolezni, agresijo, alkoholizem, vso drugo patologijo. Če tega ne rešimo, sledi socialna patologija. In naša mreža je ena največjih mrež v Sloveniji na področju izobraževanja odraslih in menimo, da smo dolžni in moralno obvezni, da damo pomemben prispevek javnosti tudi na tem področju. Predstavili nam bodo že veliko projektov, ki so jih že napravili na več univerzah za tretje življenjsko obdobje, zelo zanimive teme, dobrodošle in ponos za vsako občino, ki že to ima pri sebi. Udeležba je zelo visoka, prišli so iz vse Slovenije. Vidite, to je pa tista potreba, ki narašča med ljudmi, imeti svojo skupnost. Predvidevali smo, da jih bo veliko, mogoče kaj več kot lani, tretjina več kot lani. Ja, naši mentori, bom rekla, so več kot mentori. Oni morajo prisluhniti in potrebam in željam, ne samo željam, ampak ambicijam ljudi, ki se učijo, ki živijo brez zunanjih pritiskov. A veste, to, da si socialno izločen, ti tudi daje neko svobodo, da ustvarjaš svoj svet, svoje dejavnosti in da prisluhneš sebi in postajaš bolj to, kar si. Zanimivo je, da se v tretjem življenjskem obdobju zelo vrne radovednost, da raziskave kažejo, da so ljudje bolj učinkoviti med 60 in 70 letom in še bolj med 70 in 80, kot so bili pri 40 letih, ker so morali delati kanalizirano, omejeno, tisto, kar je bil tvoj poklic. In iz tega poklica še manjše področje, tisto, kar mi zahtevamo od tebe. A veste, večina ljudi preživi tako življenje, razen znanstveniki, vrhunski umetniki, vrhunski vodilni, tem je življenje bolj sproščeno in bi rekli bolj demokratično živijo.
Današnja demokratizacija z novo tehnologijo, informacijsko-komunikacijsko in mislim nam omogoča odprte kanale tako za učenje kot tudi za raziskovanje. Naloga našega mentorja je, da znate silnice osredotočiti na nek problem, neko temo, ki zanimajo vse. Naj omenim Univerzo za tretje življenjsko obdobje Lok Dragomir, univerza relativno nova. Oni od samega začetka imajo tudi programe, kjer raziskujejo in se učijo skupaj. Recimo so raziskovali par let in tudi publikacije objavili o tem, intervjuje z 90-letniki. Veste, intervjuje z 90-letniki, kaj je bilo tam pred tem našim naseljem, ki je bilo praktično spalno naselje. Sedaj, ko so se ljudje postarali, pa je večina ljudi upokojenih in so se začeli spraševati, kaj je pa bilo tu med vojnama, pred drugo svetovno vojno, po prvi svetovni, kako so tu ljudje živeli. Z 90-letniki se zgubljajo dragoceni spomini, dragoceni podatki, dragocene izkušnje in to raziskujejo, beležijo in objavljajo v publikaciji. In kaj se zgodi? Občina dobiva profil. Socialni profil občine dobiva. Izredna usluga, tako da osveščajo vse vodilne na občini, ki preko njihovih gradiv zagledajo, a to je naša tradicija tu, a zato to večkrat slišimo, ali se to večkrat zgodi, ali pa se ljudje temu upiramo, ker je v nasprotju z njihovo tradicijo življenja tu, drugače razumejo. Mislim, da z raziskovalnim izobraževanjem naše univerze za tretje življenjsko obdobje postajajo pomemben subjekt v občini, pomemben socialni subjekt. Vsaka občina ima po več tisoč upokojencev. Recimo male občine ima najmanjše, imajo tam po 4-3 tisoč, občine, ki imajo 12 tisoč prebivalcev, imajo upokojencev. In ti ljudje, mladi se razidejo preko tedna v službe, obveznosti, pridejo izmozgani, utrujeni domov, otroci v šolah, obveznostmi, raznimi dejavnostmi, na katere jih razvažajo izven svoje občine, tudi doma. Kdo ostaja? Kraj opazuje, kaj se dogaja, kaj so prometne zagate in tako. Upokojenci, ki so v tistem kraju, zato bolj opazujejo po upokojitvi probleme okolja, izzive okolja, ki jih daje. In recimo tudi omenjena občina je raziskovala viri pitne vode v tej občini. Mi bi bili pripravljeni, če bo kakršnakoli kriza ali suša ali kaj, dobiti alternativne vire. Ampak moramo imeti podatke, moramo dati vodo na analizo, moramo narediti študijo in so jo naredili. Ali pa drugo, če omenim en velik uspeh raziskovanja v malo nenavadnih oblikah, ampak zelo delujoča raziskovalna skupina pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina, kamnoseki. Kamnoseki so delali 6 let, 16 kamnosekov pod vplivom 5 mentorjev v sodelovanju z zgodovinarji, slavisti, raznimi drugimi mentorji dodatnimi. In kaj so napravili? Na pečini v osamljeni soteski pri podkraju oziroma Sanaboru Nanoza so klesali relief Bozarji, relief, ki je velik 5 metrov krat 10 metrov. Najprej so morali sanirati pečino, potem so morali relief napraviti, razmerja v reliefu, ga v malih razmerjih in tako dalje, kot jih je mentor vodil, ker potem so bili posamezni kamnoseki na lestvah, visoko gor, 5 kilometrov velik relief. To je veliko darilo te skupine okolju, ampak ob reliefu, ob otvoritvi reliefa, ker zdaj je vsebina, zdaj imaš kaj gleda tudi v tej soteski, drugače si gledal gozdove, pa en potok Bela, ki teče po tej mali dolinici, ki je še zelo majhen na začetku, sedaj pa turisti, domačini hodijo tja z veliko radovednostjo gledati, kaj so ustvarili. Velik dogodek, velika dobrina, kulturna dobrina cele
za celo Vipavsko dolino in druge, ki prihajajo kot turisti tja. Knjiga pa pove, zakaj so se odločili za temo vozari. A veste, konji, pa ti, ki so vozili s konji, vozniki in tako dalje. Tradicija več stoletij je bila, da so iz Nanoza vozili v Trst za mesarje led, ker v globokih luknjah je tudi avgusta in septembra na Nanozu še led. In bloke ledu so nosili, ker ni bilo hladilnikov, zelo dobrodošlo za mesarje v Trstu, ki je bilo že takrat polmilijonsko mesto, veliko mesto. Potem kurjava, drva bukova so bila v gozdovih na Nanozu in so vozili vozari tja, že pripravljena, nacepljena za gospodinje. Drugi so pa kuhali oglje in so za oglje vozili tja, so oglje vozili in prodajali v Trstu. Tako vidite, ti vozari so bili stoletna tradicija. Odhajali so običajno pozno zvečer, da so zjutraj bili v Trstu s svojimi pridelki, tudi drugimi. In to so želeli ovekovečiti, ker je ena značilnost Vipavske, bogate na sadju, zelenjavi in tako dalje, pa gozdovi, ki dajo spet druge dobrine.